da je ta situacija ključna tudi v primeru preboja pod 660 indeksnih točk. Tukaj noter, če se bo tečaj še zadrževal v tej ravni, ni to nič kaj, bom rekel, presenetljivega in verjetno tudi vlagatelji se bodo odločali na osnovi morebitnih konkretnejših ukrepov, če bojo, ali pa podatkov, koliko bodo ti morebiti tudi prišli na trg. Če pogledamo situacijo tudi S&P indeksa 500, je v tej ravni tudi za odboj navzgor, mora biti predvidena rast lahko vsedaj nekje do 1420 indeksnih točk, več kot to pa bo potrebno tudi po mojem mnenju vsej neke dodatne euforije med vlagatelji. In zato zaenkrat ne vidim nekega posebnega razloga, tako da dosti više kot ta raven, najverjetneje tudi trg ne bo šel na tej ravni, pričakujem tudi verjetno manjši popravek navzdol. To bo tudi skupaj doprineslo z samimi ostalimi indeksi. Če pogledamo se recimo tudi situacijo na indeksu Nasdaqu, je ta tehnološki indeks ravno tako v močnem prisporiteti rasti, tudi v tem segmentu mora biti lahko vse tam nekje na 2796 indeksnih točk in to je tudi tista odporna vrednost, ki bi lahko doprinesla ponovni odboj nižje. No, če pogledamo recimo situacijo tudi z vidika recimo evro-dolarja, tudi evro-dolar je v tem primeru zaenkrat na stabilnih nivojih nad 1,2329 in dokler se na taki osnovi tudi bo gibal, je se pravi na to podporno vrednostjo, je moč tudi pričakovati, da se bo tako trgi kot surovine zaenkrat dokaj stabilno gibale. Kajti v primeru, da bo pritisk na padec evra in tudi na rast dolarja spodbudil še s tem najverjetneje dodatno rast v vrednosti surovin in oziroma padec surovin. In to bi pomenilo tudi, da bi cena zlata najverjetneje najmanj bistveno nižje testirala nivoje od 1540 dolarjev za unčo. Če pogledamo se situacijo tudi z vidika srebra, ravno tako tudi srebro je na nivojih, ker bi moral biti tudi odboj od tega naraščajočega trenda lahko dosegel ta nivo nekje na 2876 dolarjih za trgovano. Tudi v primeru tega odboja se lahko zadeva bistveno zviša. Tako da, po mojem mnenju je tudi tole možna rast s te ravni tam nekje do 3099 dolarjev. No, če pogledamo vse situacije nekoliko naprej in z tega stališča lahko tudi cena nafte zaenkrat s tem, ko se je stabilizirala nad nivojem 92,73, tudi v prihodnje začne počasi pridobivati na vrednosti, kar bi lahko ob morebitnem tudi zaostrovanju na strani Irana v prihodnjih mesecih še doprineslo višje podražitve, s tem, da sama gospodarstva zaenkrat so v situaciji šibkega okrevanja in to bi še dodatno zatrlo njihovo gospodarsko rast. Tako da bomo videli, kaj se bo tukaj dogajalo v primeru, da bo tečaj se zdržal na 92,73 in celo biti prebil na 69,12, bo to pomenilo dodatni pritisk k rasti tudi vrednosti cene nafte. Na drugi strani se zaenkrat trgi delniški dokaj močno držijo, zdaj, če govorimo recimo o gibanju norveškega trga, pa tudi, če pogledamo recimo situacijo pri vrednosti Sidrila, lahko ocenimo, da je ta trg oziroma tudi ta delnica izjemno močno pozitivna, kajti tečaj še zmeraj na tole kar močno oporo in tudi najvišjo vrednostjo, odkar obstaja ta delnica, tudi če bi dali tudi daljše obdobje, bi to tudi lahko potrdila, ampak v tem vrednosti, da na krajšem je situacija bolj pomembna, tudi iz našega stališča za trgovanje. Kajti, če bo ta trikotnik tudi prebit navzgor, bo to pomenilo tudi nadaljevano rast te delnice.
v primeru preboja in preboja recimo pod 232 norveških kron bi to verjetno pomenilo palec tam nekje do 221 oziroma 222 norveških kron. Dokler pa smo v tej nekako stabilnem območju, je to zelo lepa, priložnost za nadaljnji rastoči trend. Te delnice, ki je tako ali tako že od vsega leta 2008 pa tudi dalje, se pravi leta 2006, močen naraščajočem trendu. Se pravi, delnica je praktično ob tistih kriznem obdobju naredila manjšo korekcijo, lahko rečemo v naraščajočem trendu. To je tudi dejansko stabilnost v samem poslovanju tega podjetja. Na drugi strani se BMW znašel v nekoliko malo večjem upadu, tudi po zaslugi šepanja kitajskega gospodarstva. In v tem primeru, če bo delnica recimo ponovno tehnično prebila tale trikotnik in se ne spustila po 59-20 evrov za delnico, lahko tudi doprinese k nadaljnji rasti, recimo do 64,7 evra za delnico. Skratka, ta odboj navzgor iz te ravni lahko doprinese tudi nadaljnjemu rastočemu trendu bistveno više. Ukolikor se bi tečaj tudi tukaj spuščal po 59-20, pa je tudi za nas to mora biti na priložnost za short pozicijo oziroma za počasen vstop v kratko pozicijo tam nekje do 56 evrov za delnico. Tako da jaz bi vseeno bil tukaj dolgo strpen zaenkrat v naslednjih dnevih, kajti jutri je pri nas praznik, ampak v večinoma borz po svetu je odprtih, tako da tudi to lahko na ta način izkoristite z jutrišnjim spremljanjem trgov. Tudi pri BMW je lahko kaj malo odločen trenutek za vstop. No, bolj kot pri BMW mora biti pa je situacija pri Lanxessu zanimiva za vstop v dolgo pozicijo, kajti tečaj je v tem trenutku dejansko testiral še enkrat tale naraščajoči trend, tudi tretjič. V primeru preboja nad 58,5 bi lahko s tem dejansko doprinesel k nadaljnji rasti navzgor. Skratka, tečaj bi na ta način lahko dosegel tudi teh 63 evrov za delnico, kljub temu popravku po vseh teh rezultatih. Če bo se tudi recimo indeks DAX gibal dokaj pozitivno naslednjem dnevu in tudi prebil recimo na 70 točkah, tudi za Lanxess v tem primeru to najverjetneje, zelo verjetno, da se bo tečaj prebil nad 58,5 in dosegel tudi 63 evrov. V tej fazi bi po mojem mnenju lahko rekel, da je recimo za kakšen CFD, zdaj sicer ne bomo ta CFD držali do tega, do te 63, ampak recimo odboj, ki bi lahko doprinesel recimo rast do 60 evrov za delnico, pa je možen, tako da lahko odpremo tudi to pozicijo. Za Lanxess pri 57,60. Tako tudi tega. Danes smo 14.8. Zdaj se dodal tudi preko CFD-ja, nekaj smo 57,60. Stop loss bom poznal pod to mejo, sicer lahko potem tudi očitati se glede na stopno tveganja vašega portfelja, se pravi ne več kot 2-4%, glede na vaš portfelj pri tej poziciji, tako da jaz mislim, da ta stop določiti potem glede na to, kako velika tudi pozicija, in potem v te vrednosti je nekje 2-4%, oziroma si tudi očitate, kakšna bi bila ta izguba, jaz bom podal, tukaj je recimo na 56,8 oziroma 56,7, stop loss pa na 60 ceno. Če prebije ta nivo in 60 ceno, počunajmo še donos,
60 je cena. 57,6 pa odstopna, tako da je dobre 4 odstotke. V tem primeru možno vstop, se pravi, pozicija je dejansko odprta v tem primeru. Še shranimo. Ne sem, da gre za zelo stabilno podjetje in tudi mora biti preboj možen, ampak vseeno, zato imamo tudi minimalno možnost, oziroma minimalno postavljeno našo stop ceno za izgubo. V primeru odboja pa se nam lahko 60 evrov ali celo više tudi tečaj odbije in to potem lahko tudi s sprotnim zarovanjem te vrednosti tudi ohranjamo.